Lastniki parcele ob gozdu Martuljku so si želeli počitniško hišo, v kateri bi v vseh letnih časih lahko čutili utrip okoliške narave. Hkrati pa so hoteli ohraniti tudi čim več zasebnosti. Za uresničitev želja so pomoč poiskali v arhitekturnem biroju BCR. Poglejmo, kakšna hiša je nastala kot plod dobrega sodelovanja. Finski arhitekt Juhani Palasma je v knjigi Oči kože zapisal, da ni pomemben le videz hiše, temveč tudi kakšni so prostori na vtip, kakšen je njihov zvok in kako dišijo. Tudi okoliška pokrajina močno vpliva na naše čute. Če je hiša v bližini gozda s pogledom na planine, je bivanje v njej vsak dan znova posebno doživetje. Ko se odločamo, da bomo gradili hiše, je nadvse pomembna lokacija. Kakšne naravne danosti ste odkrili na tej lokaciji in kako ste jih v bistvu umestili v svojo kreacijo? Ko nas je naročnik, investitor povabil sem prvič, seveda smo takoj opazili ta dvojnost samega ambienta. Eno je seveda v najnem ozadju je ta mikroambient, se pravi slap s potokom in na južni strani makroambient, to je Špik s svojimi vrhovi. Ta dva ambienta smo probali seveda maksimalno izkoristiti in tudi cel objekt pol podrediti tem dvema ambientoma, tako da smo v bistvu gradili tako na teh dveh ambientih, kot tudi na zasebnosti. Se pravi, da bojo stranka, bodoča stranka seveda, ki bo tukaj živela, lahko v maksimalnem v bistvu nekem zaprtem ambientu lahko uživala ta dva ambienta. Tretja stranica tega objekta seveda je pa nabrežina, ki je izredno strma, delno je bila včasih tudi plazovita, to je bilo sicer sanirano in zato smo se odločili, da to blazno strmo stranico pozicioniramo kamin. Nam se je zdelo tudi najbolj pameten in v bistvu bila edina zaprta nosilna stena v tem celem odprtem prostoru. Hiša je na zunaj videti lesena, ampak v resnici ne gre za leseno gradnjo. Prav imate, je v bistvu klasična gradnja, se pravi spodnja etaža, ki je vkopana, je betonska školjka, nad njo je pa etaža pritličja in mansarde, ki je sestavljena kombinacija med betonskimi slopi, opečnimi ponili, lesenimi veznimi nosilci, tako da pol v bistvu dobimo eno sestavljanko raznih materialov. Stopnice vodijo v pritličje, kjer so minimalistično opremljena spalnica z garderobo in kopalnico, na drugi strani pa privlačna otroška soba. Skozi svetel hodnik se pot nadaljuje v veliki bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico. Arhitekt spregovori tudi o sodelovanju z naročniki. Imamo srečo, da pridemo v stik z naročniki, ki imajo neko vizijo in željo. Seveda mi pa kot profesionalci mu moramo pomagati soustvariti to neko arhitekturo, nek njegov dom ali bivanski prostor. In tudi, kot sem prej omenil, tukaj je bil pomemben ta fuzija teh dveh, se pravi profesionalca, arhitekta in obenem naročnika, ki s svojimi željami, hotenji želi nekaj pokazati ali izkazati. Mi mu moramo pomagati v bistvu priti do tega cilja na najboljši možen način, se pravi, da ima tako funkcijo kot tudi estetiko povezano. Vaš arhitekt pravi, da ste naročnik z vizijo. Kakšna je ta vaša vizija te hiše? Ja, ne vem, mislim, če pač gospod Božo tako pravi, dejansko pa je, ko smo se mi z ženo pripeljali na to območje, v tistem trenutku, ko smo prišla na samo parcelo, ker ni bilo nič, je bilo to v 5 sekundah vizija. In v tistih 5 sekundah sem jaz videl, da sva mi tle naredila nek objekt, mogoče, takoj sem videl, verjetno za, bom rekel, ne trenutno za življenje, za bivanje, ampak verjetno za kasnejše obdobje. Zdaj ga pa uporabljam bolj v, bom rekel, počitniške namene. Od izrisa načrta do trenutka, ko je bila hiša zgrajena, je trajalo le 5 mesecev in pol. Z arhitektom smo mi v bistvu zelo hiter skupni jezik našli. Tako da, kar se mene tiče, je on pogruntal na eno idejo,
malo je dodal seveda iz svojega profesionalnega stališča. Predvsem mi je bilo pa to pomembno, da objekt, ki je relativno velik, je skrit v samo pokrajino oziroma v to okolico, ne? Tako da v bistvu ne kazi same okolice oziroma ji doda samo vrednost. Ne? Meni deluje notranjost kot neke vrste galerija. Čigava vizija je bila pa to? Ja, to absolutno je bila vizija od naju ženo, ne? Ker midva stremiva k temu, da prostor diha. Ne? In vsaka stavba je fino, da nima, bom rekel, majhnih prostorov, vsaj to je nama pomembno, ne? Da se počute svobodnega, da ima veliko svetlobe in te stvari potem same po sebi že iščejo do tega, da pride do neke galerije v objektu. Ne? Prav poseben element te hiše se mi zdi je pa ta polžek, ki se vije gor na mansardo. Ja, to je pa v bistvu bila po mojem največja zgodba te gradnje, ne? Ker je moja žena eksplicitno si zamislila, kakšen polžek bo to. In to sta se z arhitektom Božutom, mislim, da usklajevala najdlje. Jaz sem rekel, v redu, vidva bosta stopnice uskladili, en pa ta čez že celo hišo sestavila, kaj? Ampak dobro, na koncu je res izpadlo in je potem še poseben, v bistvu ni kipar, ampak je pleskar, ki se ukvarja samo s določenimi posebnimi stvarmi in je bil on zadolžen samo za te stopnice, da so potem izpade tako kot nek kip sredi tega prostora. Hiša ima številne steklene površine. Kaj to pomeni poleti? Jih je potrebno posebej senčiti? Ne, ni. Moto v bistvu objekta je bil, da se iz vsakega zornega kota, kjer sediš, oziroma če si v kuhinji, če si v jedilnici ali v dnevni sobi, kjerkoli, da imaš pogled nekam ven v naravo. Ne? In v bistvu je bilo to najbolj zahtevno, kar se tiče statike za arhitekte, da so uskladili maksimalno, kar se da steklenih površin, ker bistvo, kot če si predstavljate, je tu, da imaš res pogled na ven, ker to je idilično okolje, ne, za to. In smo potem z temi nadstreški skombinirali na ta način, da poleti je ravno prav, kar se tiče senčanja, sami nadstreški, pozimi je pa sonce toliko nizko, da tudi pride do ogrevanja in je, moram reči, da hiša res izredno dobro prestala prvo leto, kar se tiče ogrevanja in tudi kar se tiče samega hlajenja oziroma letne temperature in ne predstavlja praktično nobenih problemov. Gospa Barbara, v čem se današnja okna razlikujejo od oken izpred 20 let? Ja, v 20 letih je šel razvoj okna že kar precej naprej. Ledenih rož na oknih ne poznamo več, še zmeraj pa se srečujemo recimo s kondenziranjem. Predvsem pa je šel razvoj v smer v energetsko učinkovitih oken. Se pravi, veliko manj energije se porabi zaradi slabih oken in pa predvsem je večje toplotno udobje ob oknih. Ko sedimo ob oknih, nas ne zebe več, ne piha skozi, ampak je prijetno sedeti. Kakšni pa so trendi današnjih oken? Okna v sodobni arhitekturi dajejo velik pečat objektu samem. Navzven povezujejo hišo z naravo, navznoter pa seveda so del notranje arhitekture. Izbiramo lahko barve na oknih, izbiramo oblike samih profilov oken, od bolj zaobljenih do bolj pravokotnih. Tako da ja, tudi arhitekti in sami naročniki se precej ukvarjajo s samo izbiro oken. Zelo priljubljene so čiste linije, kar pomeni, da okvirjev oken praktično ne vidimo več, razen tam, kjer je to nujno potrebno. Se pravi, lesen okvir je skrit v samo steno in tako je vidno samo steklo, ki pa še toliko bolj poveže samo naravo z notranjim prostorom. Kako pa ljudje reagirajo na lesena okna? Je kaj strahu pred tem, da bojo imeli veliko dela z njimi, jih vzdrževati, barvati in tako naprej? Kako je z vzdrževanjem tega? Emsora proizvaja lesena in alules okna in ja, vprašanje o površinski zaščiti oken se vedno znova pojavlja. Kdaj in kako bo potrebno, v kolikem času bo potrebno okna ponovno zaščititi. Sedaj sodobni premazi, ki so običajno troslojni, predstavljajo tako zaščito, da v bistvu do konca življenjske dobe ob primerni negi tega dodatnega barvanja oken načeloma ni potrebno. Seveda je to odvisno od klimatskih pogojev, kjer hiša stoji, ter pa od izbire samih barvnih odtenkov. Povsem temni in povsem svetli odtenki so dosti bolj občutljivi. Moderni
moderne hiše, arhitekti in pa naročniki si pa vse več želijo naraven videz oken, naraven videz lesa. Torej brez zaščite, ki bi prekrila naravno strukturo lesa, zato se odločajo za oljnate ali voskane površine. V tem primeru les s časoma sivi, dobiva sivo patino, bolj ali manj enakomerno, se pravi tam, kjer ga dež bolj spira, je ta patina hitreje se pojavi, tam, kjer pa ne, pa je to počasneje. In ravno ta voskan premaz je v bistvu vaša inovacija, za katero ste prejeli tudi prestižno nagrado? Ja, da, to je res. Mi smo skupaj s podjetjem Silvoprodukt pa z Biotehniško fakulteto z oddelkom za lesarstvo smo prijavljen projekt na Obzorje 2020, dobili sredstva iz Evropske unije in razvili okno iz termično modificirane smreke, torej iz smreke, ki jo segrejemo na 220 stopinj, izboljšamo toplotne karakteristike in ta okna smo premazali z naravnimi voski. Naravni voski so pa alternativa oljem. Olja je treba vsakih 6 mesecev ponovno nanašati, ker se spirajo, voski pa ostanejo trajno v samem lesu. Sedaj naše izkušnje kažejo, da vsaj 7 let se teh voskov ne nanaša ponovno in ravno ta ideja oziroma ta prednost voskov je bila tista inovacija, ki nam je prinesla zlato priznanje, nacionalno zlato priznanje Gospodarske zbornice.